Pozdravljeni vsi skupaj. Dobrodošli na pravljični jogi. Jaz sem Tina in skupaj se bomo podali na avanturo, kjer je joga, pravljica in seveda veliko zabave. Samo ponavljaj gibe za mano in vse bo dobro. Preprosto je. Začeli bomo tako, da bomo dali roki skupaj, jo pripeljali k srčku in se pozdravili z našo skrivno joga kodo, ki je namaste. Pa dajmo vsi skupaj na 3. 1, 2, 3. Namaste. Tako, sedaj smo pripravljeni. Danes bomo spoznali ježa. Ježa po imenu Srečko. Tale naš jež je imel svoj vrt. In vrt je imel nadvse rad. Najraje pa je na vrtu ležal in opazoval bele oblake. Poskusimo še mi. Uležimo se na hrbet. Takole. Eno roko damo na prsa, drugo roko pa damo na trebuh. In sedaj bomo 3-krat globoko vdihnili in izdihnili skozi nos. Usta pa bomo imeli zaprta. Poskusimo. Takole. Jež je imel zelo rad svoj vrt. Vsako cvetlico, vsako rastlino je poznal po imenu. In ne samo to, poznal je tudi njihove zdravilne značilnosti. Na vrtu pa so bile tudi živali. In veste, kdo je imel še zelo rad njegov vrt? Čebele. Sedaj pa spet damo križkraž noge. In takole s palci bomo zamašili svoja ušesa. Z ostalimi prsti pa bomo zaprli svoje oči. Nato pa bomo zaprli usta in z zaprtimi usti govorili črko M. Takole. No, poskusimo. Zapremo najprej ušesa in svoje oči. Sedaj pa govorimo črko M. Ste slišali, koliko čebel pride na Srečkov vrt? Zelo veliko. Kaj pa se ti valjaš spet po travi brez dela, ti ne bodi ga treba? Je zaslišal Srečko. Bil je njegov dedek. Dedek, ki se je kobacal na Srečkov vrt. Pa se še mi malo pokobacajmo. Takole. Primemo se za nogi in se kobacamo. Sedaj pa še zadnjič. In ko se bomo zadnjič, probamo vstati. Poskusimo. Takole. Kaj se to pravi? Ko sem bil jaz star, toliko kot si sedaj ti, mi še na kraj pameti ni prišlo, da bi se takole brez delja valjal po travi. Saj se ne valjam, saj delam, dedek, delam. Sedaj pa takole damo prste in naredimo takole očala. Ježek je rekel, saj delam, dedek. Gledam in opazujem oblake.
Opazujem svoje rože. Opazujem svoje zdravilne rastline. In opazujem žuželke. Bedarija, je rekel dedek. Ko sem bil toliko star kot ti, sem delal in hotel sem nekaj doseči, ne pa duhati rože in gledati v oblake. Želel sem biti srečen. Saj sem, je rekel ježek, a ga je dedek že prekinil, se obrnil in jezno odšel. Sedaj je bil ježek čisto izgubljen. Kaj naj storim? Ali naj pojdem pogledat, kaj delajo druge živali? Ali so srečne? Odločil se je, da res pojde. Za na pot si je pripravil sendvič. Pripravimo ga še mi. Stegnete nogi. Najprej bomo sendvič namazali z maslom. Takole. Maslo, 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 maslo. Pa damo v sendvič eno kumaro. Pa jo gremo iskat. Takole. Kumara. Narežimo kumaro. Tako. V svoj sendvič bomo dali še salamo. Salama. Pok, 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 pok. Pa damo še sir. Še malo sirčka, še malo sirčka, še malo sirčka. Naš sendvič. Lahko bi v sendvič dali še malo nutele. Nutela, 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 nutela. Kaj bi še pasalo? Še veliko paradižnika. Pa ga spet narežemo. Paradižnik. Kaj bi še lahko dali? Kaj? Banano? Pa še banano. Pojdimo po banano. Kaj pa z banano naredimo? Jo olupimo. Nasekljamo. In jo damo v naš sendvič. Sendviče pokrijemo. Ga zavijemo. In je pripravljen. Ježek je dal vse potrebno v svoj nahrbtnik, vzel ključe od dedkovega avta, ki je bil že zelo star, in se odpeljal na pot, da bo videl, kaj živali delajo, ali so sploh srečne. Usedel se je v svoj avto, se še mi usedemo v avto, takole, in šel po poti. Najprej gor. Potem je zavil malo levo. Pa zavil desno. Pa je šel še malo gor. Pa je šel še dol. In ravno, ko je šel po klancu dol, ga prehiti želva. Želva? Pa naredimo še mi eno želvo. To pa naredimo tako, da nogi takole pokrčimo, damo roke takole spodaj. Želva, kam pa ti tako hitiš? Kam dirjaš? Želva pa je rekla, mudi se mi, mudi, hitim, divjam, dirjam, želim postati najhitrejša želva na svetu. Zakaj pa to? Ja, želim biti srečna. In želva je dirjala naprej. Ježek jo je vprašal,
ali lahko pojdem malo s tabo? Rad bi tudi jaz tekel, da bi bil potem srečen. In sta šla skupaj. Pa tecimo še mi malo z njima. Tako je Ježek tekel želvo, vendar se je po 2 metrih že zelo utrudil. Saj je lepo teči, vendar to me ne dela prav nič srečnega. Grem naprej. Samo še pogledal je za želvo in že je ni bilo več. Ježek pa se je utrujeno sedel, vzel v roki svoj sendvič in ga pojedel. Kako dober sendvič ste mi pripravili. Tako se je do sitega najedel in potrepljal po glavi. Poskusite še vi. A vam gre? Bravo! Pa poskusite še z drugo roko po trebuhu, pa po glavi. Odlično vam gre. Tako se je Ježek odpočil, ko je naenkrat pridrvel mimo zajec. Znate vi skakati kot zajec? Poskusimo. To storimo tako. Roki damo na tla, nogi pa dvignemo visoko v zrak. Takole. Hop! Hop! Zajček, a se ne bojiš, ko od doma sam hitiš? Skočim sem, skočim tja in takoj sem spet doma. Zajček je tako divjal, skoraj tako hitro kot želva. Zajček, kaj mendar tako divjaš? Saj naj divjam, hitim v šolo? Šele tedaj je Ježek videl, da ima zajček na hrbtu torbico. Kaj? V šolo? Kaj pa boš v šoli? Učit se grem, Ježek. Želim postati najpametnejši Ježek na svetu. In takrat bom srečen, veš? V šolo? Je vprašal Ježek. Kaj pa je to? Mudi se mi, mudi. Moram hitro, da ne bom zamudil. Pridi z mano, pa boš videl. In Ježek je odhitel z zajčkom v šolo. Gremo. Šolo, 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 šolo. Ježek je spremil zajčka v šolo. Skril se je za drevo in od tam opazoval, kaj se v šoli dela. Pa naredimo še mi eno drevo. To storimo tako, da eno dolgo damo takole čez drugo. Roki skupaj k srčku in visoko v zrak. Takole. Ježek je za drevesom poslušal o računih, o slovenskem jeziku, o knjigah, o astronavtih, o vsem mogočem. Pa zamenjamo nogi, te pa še drugo takole postavimo, roki skupaj k srčku in v zrak. Med odmorom je zajčka vprašal: Zajček, kaj ti kaj razumeš, kar vam pravijo v tej šoli? Jaz nisem prav nič razumel. Prav nič nisem razumel, ljubi moj Ježek, ampak se učim in trdno bom delal, ter postal bom najpametnejši in najsrečnejši zajček na svetu. Ježek je zaželel zajčku srečo, zajček je odšel nazaj v šolo, Ježek pa v svoj avto. Spet se je peljal po poti, pa po klancu gor, postavil
je zelo vroče. Odprl je okno. Ko je zaslišal stokanje in vzdihovanje, le kdo je bil to? Na majhni jasi je bil jazbec. On je stokal, dvigoval in spuščal je velikanski kamen. Poskusimo še mi. Takole, nogi damo narazen. Počepnemo tako, da kolena damo takole na široko ven. Primemo kamen in ga dvignemo. In spustimo. Pa še enkrat dvignemo. In spustimo. Pa še zadnjič. In spustimo. Ježek je vprašal: ljubi moj jazbec, ali rabiš pomoč? Kaj pa pravzaprav počneš? Jazbec pa je rekel: Ježek, vadim, treniram, želim postati najmočnejši jazbec v gozdu. Tako se nikogar več ne bom bal in vsi me bodo spoštovali in takrat bom srečen. Pa ne že spet, je pomislil Ježek, še nekdo, ki išče srečo in trdno dela za to. Ti lahko pomagam, jazbec? Je vprašal. No pa daj, samo poskusi z malo lažjim. In tako je Ježek res poskusil z malo lažjim kamnom trenirati, da bo tudi on močan. Nogi damo malo bolj skupaj, kolena pa še vedno vlečemo ven, ko dajemo zadnjico dol. Poskusimo. Vzamemo kamen in ga dvignemo visoko, visoko, visoko. In ga spustimo nazaj na tla. Pa še enkrat. Pa še spustimo na tla. Poskusimo še enkrat. Na to pa kamen pade Ježku na mezinec. Moj mezinec! Moj mezinec! Jazbec, ti kar treniraj. Zame ni tale trening. In Ježek si je bogi pihal svojo rano na majhnem mezinčku. Poskusimo še mi. Nogi dajte takole narazen, se primete za mezinčka in pihate van. Lahko nogo malo tudi pokrčite, da bo veter res dosegel vaš mezinec. Takole, poskusimo še na drugi nogi. Primemo nogo in pihamo v mezinec. Če želiš, lahko nogo malo pokrčiš. Takole, da bo veter res dosegel. Zajček se je zamislil. Le zakaj vse te živali tako močno delajo, da bi bile lahko srečne? In ko je tako premišljeval, je zagledal kolono mravelj. Pa naredimo še mravljico. Takole. Se usedete na kolena, komolce date na tla in se dotaknete svojega obraza. Gledal je mravljice, kako hitijo mimo in vsaka je nesla tovor. Pa je vprašal: Mravljice, hej, mravljice, kaj počnete? Kam pa greste? Mravljice pa so bile tako zaposlene, da ga tudi pogledale niso, kaj šele, da bi mu odgovorile. Dedek je imel prav, vse živali nekaj delajo, da bi bile srečne. Ampak le zakaj? Ježek se je ves razočaran odpravil nazaj proti svojem domu. Usedel se je v avto in se odpeljal.
Ko je zagledal vrata svojega vrta, je rekel: O, moj prelepi, čudoviti vrt, nočem biti ne najhitrejši, ne najpametnejši, ne najmočnejši. Hočem biti na svojem vrtu, saj sem že cel čas tam najsrečnejši ježek na svetu. Odprl je vrata svojega vrta, in jih za seboj zaprl. Takoj, ko pa je vstopil v svoj vrt, je slišal kašljanje. Bil je dedek. Ja, dober dan, dedek. Kaj pa ti kašljaš? Dober dan, fant. Kje si se pa ti potepal? Kam si šel? Si videl, kako živali garajo za svojo srečo? Ja, videl. Ampak, dedek, kaj je s teboj? Je kašljal dedek. Nato pa mu je ježek rekel: Pridi, dedek, stopi z menoj. Ti bom skuhal čaj. Čaj, ki ti bo pomagal. Čaj, ki sem ga sam pripravil iz svojih zdravilnih rastlin. In ježek in dedek sta odšla na vrt in ježek je dedku skuhal čaj. Pa še mi naredimo en tak čajnik. Takole. In bomo skupaj skuhali čaj za dedka. Notri bomo dali veliko timijana. O, hvala, ježek. Posujemo notri veliko timijana. Za dober čaj proti kašlju pa potrebujemo tudi žajbelj. Pa gremo še po žajbelj. Hvala, ježek. Pa posujemo še žajbelj. In dobro premešamo, mešamo, še v drugo smer mešamo, še povohamo. Kako lepo diši. Povohajmo še enkrat. Ježek je skuhal zdravilni čaj iz svojih zdravilnih rožic za svojega dedka. Dedek je čaj popil in se takoj počutil bolje. Ta avantura z ježkom nas je zelo utrudila. Zato vas vabim, da se uležete na hrbet. Roki postavite takole, da dlani gledajo v nebo in zaprite oči. Ježek je bil zelo srečen. Bil je na svojem vrtu, ki ga je imel najraje na svetu. Tam je raslo na tisoče rožic in za vsako je vedel, kaj zdravi. Nekatere so bile za glavobol, druge so pozdravile, če te je bolel zob. Tudi dedek je bil srečen, saj je spoznal, da njegov vnuk Srečko pozna veliko zdravilnih rastlin. Vsakdo izmed nas nekaj zna in vsakega nekaj dela srečnega. Zdaj pa počasi odprite oči, premikate prste na rokah, pa prste na nogah, pa cele roke in noge. Se zavalite na bok in počasi vstanete. Spet prekrižate nogi in je čas, da se poslovimo. Spet roki združimo, jo pripeljemo k srčku in izgovorimo našo skrivnostno joga kodo.
Namaste. Adijo.